Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bom govorila o zlatem standardu v kozmetiki, kar se tiče anti-agea, in to je retinol. Ni pa samo retinol ta, ki deluje anti-age, so še ostale oblike vitamina A, kot je retinojska kislina, kot je retinal in pa retinil estri. Zdaj sem vas že na začetku malo zmedla, zato da bomo zdaj mi vse to lepo razložili. Torej, to je praktično vitamin A v različnih oblikah in je v bistvu tudi v našem telesu, po različnih organih. Zdaj, kje je prišla ta beseda ven? V bistvu, ker so ga odkrili najprej v retini očesa. Zdaj je pa tako. Aktivna oblika, tako kot pri vitaminu C, je retinojska kislina, vendar je ta dostopna samo na recept. Zgodovina je kar malo črna, kar se tiče retinojske kisline, in sicer sta dr. Fulton in dr. Klingman v zaporu v Pensilvaniji preizkušala med drugim tudi retinojsko kislino na zapornikih za manjše plačilo. Najprej so v bistvu raziskovali, kakšen efekt ima na akne. Potem pa so začeli, mogoče celo zaporniki, imeti zelo tako lepo, gladko, napeto kožo, kasneje tudi pacienti, seveda so začeli poročati o anti-age učinkih in vse raziskave so hitro šle v tisto smer. In potem je celo FDA, torej avtoriteta za odobritev hrane in pa zdravil v ZDA, odobrila uporabo topikalnega, torej ko nanašamo na kožo, retinoina oziroma z drugo besedo retinojske kisline proti fotopoškodbam. In to je še danes zlati standard v kozmetičnem svetu in ima mnoge pozitivne učinke na kožo, vendar ima tudi stranske učinke. Gremo najprej na pozitivne učinke, torej anti-age. Na koži izboljša teksturo, kožo zgladi, koža je po uporabi bolj napeta, zaradi tega, ker pospešuje sintezo kolagena in pa zavira encim, ki razgrajuje kolagen, vpliva na to, da je manj gubic ali pa da so gubice manj izrazite. In pač, to je vse podprto z dokazi. Potem pa je tukaj tudi vpliv na akne. Retinoidi ustvarjajo pač čist neprimerno okolje za razrast teh propionem bakterijom akne, potem zmanjšajo tudi količino sebuma, ki se izloča, in pa retinoidi tudi normalizirajo to obnovo kože. In pa še, gremo naprej, pomaga tudi pri svetljenju kože, proti hiperpigmentacijam, proti kakšnim melazmi, tako da ima en kup dobrih učinkov. Vendar tem dobrim učinkom sledijo tudi slabi stranski učinki. Ob uporabi retinoidov se zelo pogosto, jaz verjamem, da skoraj pri vsakmu, pojavi zategovanje kože, koža je bolj suha, če se mogoče tudi nepravilno uporablja prepogosto ali pa previsoka koncentracija, koža rata rdeča, ziritirana, torej bariera kože se lahko poruši ob nepravilni uporabi. Imamo različne oblike. Jaz sem rekla, da retinojske kisline pač mi ne moramo dobiti. Lahko pa dobimo v trgovini retinol, retinal in pa retinil estre. Zdaj tako, retinojska kislina je kraljica Elizabeta II, ki praznuje tudi 70-letnico vladanja. In ona je the one, zlati standard, zaradi tega, ker naše kožne celice v bistvu imajo receptorje, ki reagirajo direktno z retinojsko kislino, in ta uravnava delovanje potem, kako se te kožne celice tudi obnašajo. Retinol, retinil, palmitat pa tega ne delajo direktno, zato se morajo pretvoriti v retinojsko kislino. Kot sem rekla, imamo kraljico Elizabeto II. Prvi ob prestolu je princ Charles, ki izgleda, da mogoče na prestol sploh ne bo prišel. Torej, potrebuje en korak, da pride do krone. To je retinal. Torej, drugi takoj potenten za retinojsko kislino je retinal. In potem najbolj popularen je princ William in ta je retinol. Pravijo, da je nekje 10-krat, v bistvu so raziskave pokazale, da je 10-krat manj potenten kot retinojska kislina, ampak še vedno zelo potenten. In potem so Williamovi otroci, princi in princeze, tole moram pogledati,
George, Louise in pa Charlotte. To so pa majčkeni estri, ki pa rabijo 3 korake, da bojo prišli do krone. Torej je njihova učinkovitost že majčkeno slabša. Kot sem že povedala, ker so tu stranski učinki, bi jaz imela za vas nekaj nasvetov, kako pravilno uporabljati. Prvič, ne uporabljati med nosečnostjo, o tem sem že govorila v prvem videu. Drugič, uporabite samo zvečer, ker pač vsi ti retinoidi niso stabilni pod UV svetlobo, tako da praktično, če boste uporabljali čez dan, je brez veze, ker boste uničili učinkovitost. Uporabljate v zelo majhni količini, vedno imate tudi kakšna navodila zraven, da se uporablja po par kapljic, tako da bodite zelo previdni, ker tukaj so nizke koncentracije, ki so zelo potentne. Uporabljajte za grahovo zrno, uporabljajte, kot da je to kaviar. Potem nanašajte vedno na suho kožo, tako se boste izognili iritaciji. In pa, če ste uporabljali kakšen peeling, če ste uporabljali glikolno kislino, salicilno kislino, če ste si voskali dlačice, če ste res intenzivno čistili, ne tisto noč uporabiti retinoidov, ker bo orang ziritiralo kožo. In pa, če vas iritira še vedno, ko uporabljate vse te nasvete, dejte najprej vlažilno kremo, pa potem nek serum z retinoidom čez. Lahko pa tudi vmešate v kremo, vsekakor pa vedno po retinolu nanesite močno, bogato kremo, ker pač izsušuje kožo. In pa seveda naslednji dan, ker retinoidi senzibilizirajo kožo, nujno nanos zaščite proti soncu, ampak to itak vsak dan. Tako. Mislim, da sem na hitrico predstavila vse to, kar se tega tiče. Kar se tiče vitamina A, lajkajte, subscribajte se na moj kanal in pa komentirajte, ste že uporabljali retinol, kako se je šlo, ga redno uporabljate, zanima me. Lepo se imejte, čau, čau!